Prijeten pozdrav. Na Otočcu sta se tradicionalno pred začetkom poletne sezone srečala slovenski minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Radovan Žerjav in hrvaški minister za turizem Veljko Ostojić. Pogovori so šli predvsem v smer sodelovanja in nadgradnje skupnega nastopa na tretjih trgih. Slovenija in Hrvaška sta doslej uspešno sodelovali pri mednarodnih projektih prek partnerstva IPA. Tovrstni dogovori naj bi pripomogli k večji intenzivnosti prometa Hrvatov v Slovenijo in obratno. Prirast turistov iz Hrvaške še bistveno višji v prvih 3 mesecih za skoraj oziroma za nekaj več kot 12% v primerjavi z lanskim letom. Protekle godine sa 1,1 milijona noćitev. Lani je bila z 1,1 milijona obiska in 6,6 milijona nočitev Slovenija drugo tržišče, takoj za Nemčijo. Nadejamo se, da se bodo podobni rezultati ponovili tudi letos. Naravno ponoviti i ove godine. Sicer pa sta se ministra dogovorila, da poskušata državi za razvoj turizma spodbuditi sodelovanju tudi nekatere druge države tega dela Evrope, Italije, Avstrije, morda tudi Madžarske, v smislu skupnega nastopanja na tretjih trgih. Prav sedanje sodelovanje obeh držav pri nastopu na tretjih trgih je vzor za mnoge druge države, še dodaja Žerjav. Semiški občinski svetniki so na zadnji redni seji največ časa namenili obravnavi pobude za izgradnjo novega podjetja s povsem novo dejavnostjo v njihovi industrijski coni Vrtača. Naložbeniki iz Ljubljane so jim podrobno predstavili njihov projekt Green Line Oil. Gre se za predelavo nenevarnih odpadkov v uporabne surovine, bencin, dizel in črni karbon. Najnovejša tehnologija pirolize omogoča predelavo avtomobilskih pnevmatik in plastike v zaprtem sistemu brez kisika, zato naprava deluje brez hrupa, dima in onesnaževanja, zagotavlja Robert Hroval, snovalec projekta, ki Semičanom ponuja tudi garancijo, zavarovanje v višini 1 milijona evrov. Ta naprava dela uspešno že več kot 3 leta. V glavnem so jo pokupili v Dubaju in v Južni Koreji. Odlično dela, vsi so zadovoljni, jaz pa kot Slovenc bi rad pač to napravo postavil tukaj. Šlo naj bi za pilotni projekt, saj načrtujejo postavitev še 28 tovrstnih projektov v Evropi. Svetniki so sicer pozdravili ponujeno možnost pridobitve novega podjetja in s tem zagotovitve od 70 do 90 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Vendar so imeli veliko pomislekov o okoljski sprejemljivosti te proizvodnje, zato so sklenili, da se bodo ponovno sestali in okoljsko poročilo Radovana Tauzesa, konzultanta naložbenika, predelali skupaj z dr. Grilcem, poznavalcem postopka pirolize in njihovim rojakom dr. Dušanom Plutom. Da se nekako sami pri sebi pomirimo, da resnično v tem poročilu ni ničesar, kar bi bilo nesprejemljivo za naše okolje. V skladu z zakonodajo bo sicer naložbenik moral zadostiti vsem okoljevarstvenim zahtevam, preden bo dobil gradbeno in uporabno dovoljenje. Tako da je zame to že neka dovolj velika varovalka, da ne sprejemamo med sebe nekega podjetja, ki bi pomenilo neko ekološko katastrofo. Trenutno delamo za prvi projekt še v Avstriji, kjer ni nobenih težav, pa je zelo striktna zakonodaja. Pri nas pa kup problemov pravzaprav neupravičenih. Če bodo semiški občinski svetniki nasprotovali gradnji, se bomo projekta lotili le v tujini, pravi Hroval. Dispanzer za medicino dela, prometa in športa je kot enota novomeškega zdravstvenega doma zaživel pred 40 leti. Tokrat so odprli prenovljene prostore ter dodatni ambulanti splošne medicine, ki so jih uredili v mesecu dni. 7 zaposlenih v dispanzerju med drugim opravlja preventivne preglede delavcev, potrjuje njihove sposobnosti za delo ter proučuje, preprečuje in zdravi poklicne bolezni. Poleg boljših pogojev za njihovo delo so poskrbeli za prijetnejše počutje uporabnikov. Sploh pa smo veseli, ker smo pridobili 2 nova aparata viziometra, ki omogočata več preiskav na enem samem mestu. Potem smo pridobili nov ADG aparat, to se pravi aparat za testiranje sluha. V dispanzerju so lani opravili približno 2000 obdobnih zdravstvenih pregledov, 1000 predhodnih zdravstvenih pregledov in 1300 pregledov voznikov. Vsako leto pregledajo tudi okrog 50 športnikov. Storitve v dispanzerju plačajo bodisi delodajalci, bodisi samoplačniki in vsled splošne krize je povpraševanja manj.
Kljub temu pa so se v zdravstvenem domu odločili za obnovo. Celotna naložba je stala okrog 150 tisoč, od tega 50 tisoč oprema, ostalo prenova prostorov. V zadnjih 4 letih so tako vložili prek 5 milijonov evrov v razvoj, dodaja Kramer Zupanova. Že prihodnji mesec pa začenjajo obnovo zobotehničnega oddelka. Gre za bistveno večjo investicijo od te. Jaz upam, da nam bo uspelo. Načrtovana je bila že lani, vendar je potem zaradi določenih ukrepov strani zdravstvene zavarovalnice si tega pač nismo mogli lotiti. Letos stanje ni nič boljše, a upajo, da jim bo uspelo, dodaja Kramer Zupanova. Obnovljene prostore naj bi odprli jeseni, naložba pa jih bo stala dobrih 300 tisoč evrov. Za romsko skupnost v Novem mestu se je odvil zgodovinski dogodek, je ob konferenci, ki so jo gostili v razvojno-izobraževalnem centru, povedala romska svetnica Dušica Balažek. Na njihovo povabilo naj bi se udeležili prvega romskega tabora na Dolenjskem, so se namreč odzvali številni predstavniki državnega vrha. Najprej so jih sprejeli prebivalci neurejenega romskega naselja Žabjak, v celoti postavljenega na zemljiščih obrambnega ministrstva. Pogre samo, da bi mir imeli, pa da bi zemlja nasa bila, da bi elektriko imeli, pa da ne bi en Rom nekaj naredi, da ne bi drugi Romi bili krivi pol zaradi tega in vse tole. Romi želijo točne odgovore, kaj se bo z zemljiščem, na katerem stojijo njihove hiše, zgodilo, pravi Dušica Balažek. Naši ljudje, ki živijo na tem območju ali pa v kateremkoli drugem naselju v mestni občini Novo mesto, katere lastniki so tudi mestna občina, ne želimo, da nam nekdo podari ta zemljišča. Želimo pošteno odkupiti na način, katerega se da dogovoriti in sprejeti sklepe. Družine bi sodelovale po svojih zmožnostih, dodaja, a brez pomoči občine in države ne bo šlo. Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se strinja, da je najprej treba urediti lastniška razmerja. Od tu naprej pa to, kar se je že v nekaterih primerih tudi pokazalo, aktivna vloga občine, sodelovanje tako Romov, kakor tudi njihovih sosedov in prvi vrsti dogovor o sobivanju v kraju, kjer Romi bivajo. Država pa mora zatem zagotoviti denar za gradnjo infrastrukture. Bogovič sicer poudarja, da je bilo v novomeški občini doslej veliko zamujenega. Župan Alojzij Muhič pa odgovarja, da pri sprejemu občinskega prostorskega načrta leta 2009 niso dobili soglasja obrambnega ministrstva, zato je Žabjak izpadel iz postopka legalizacije. Poleg tega pripravljamo mi nov predlog sprememb občinskega prostorskega načrta, kjer pa nam krajevna skupnost Bučna vas in pa civilna iniciativa, ki je organizirana, nasprotuje tej ureditvi tega naselja. Njihovo soglasje je tukaj potrebno, ne bi ga pa potrebovali, če bi ministrstvo že v preteklosti izdelalo državni prostorski načrt, poudarja Muhič. V Črnomaljskem domu starejših občanov so pridobili evropska sredstva za izvedbo 600 tisoč evrov vredne energetske sanacije stavbe doma. Večino del, ki jih začenjajo v teh dneh, nameravajo opraviti do konca poletja, preostanek pa prihodnje leto. Se pravi toplotna izolacija, obnova fasade, zamenjava vsega zunanjega stavbnega pohištva, vgradnja varčevalnih svetil zunaj in znotraj doma. Vgradili bodo tudi sončne kolektorje in opravili izboljšave na vseh strojnih inštalacijah v domu. Tako naj bi privarčevali najmanj 18% energije, pravi Krajnc, zadovoljen, ker so se na pristojnem ministrstvu končno odločili, da bodo dali soglasje za načrtovano gradnjo enote njihovega doma starejših občanov v Semiču. Seveda je to tudi zelena luč za iskanje dodatnih sredstev, se pravi sredstev sofinanciranja, kajti to soglasje smo nujno potrebovali za prijavo na 6. javni poziv in ker ga nismo imeli, smo se tam uvrstili na čakalno vrsto, na rezervni projekt. Sicer pa v Črnomaljskem domu, tako kot drugje po Sloveniji, že čutijo posledice gospodarske krize. Prošenj za sprejem je manj in tudi čakalne dobe so krajše, skrbi pa jih, kakšne bodo posledice varčevalnih ukrepov na področju zdravstva, je na 10. srečanju svojcev in stanovalcev doma dejal direktor Milan Krajnc. Te spremembe v zdravstvu bodo verjetno povzročile spremembe pri plačevanju in bo prišlo do sistema, da bodo ljudje več plačevali kot pa do sedaj za enake storitve oziroma enako kakovost zdravstvenih storitev, kot jih imajo zdaj.
V nasprotnem primeru bodo stanovalci izgubili nekatere pravice z področja zdravstvenih storitev, pravi Krajnc. Jaz si ne predstavljam, da z recimo 6-7% manj denarja, že 2,5% itak vsako leto je sredstvo manj, da bi potem lahko upravljali storitev tako kot recimo pred 5 ali pa 10 leti. V Brežicah so slavnostno odprli obnovljeno Viteško dvorano, ki je del druge faze projekta celovite obnove gradu Brežice in sodi v sklop prenove vzhodnega trakta tamkajšnjega gradu. Viteška dvorana je največji in najbogatejši poslikani prostor v Sloveniji neprecenljive umetniške vrednosti. Vrednost obnove druge faze znaša 2 milijona evrov, od tega so na občini 61% sredstev pridobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Obnova je trajala skoraj leto in pol, vložek občine je bil približno 700 000 evrov, 1 300 000 je pa bilo od Ministrstva za kulturo, en del tega tudi evropskih sredstev. Mislim, da imamo v Sloveniji malo tako lepih ambientov za kakšno komorno, starejšo glasbo, tudi za kakšne druge dogodke. Restavratorska dela so potekala od konca leta 2010 do septembra 2011, izvedli pa so jih v Restavratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Med najzahtevnejši del obnove so sodili restavratorski posegi na leseni stropni konstrukciji in stropni poslikavi. Največ dela je bilo recimo v jugovzhodnem delu, podstrešnem delu, kjer so bile lesene deske tako preperele, da so praktično bile spremenjene v prah. In tam smo morali uporabiti neke nove metode, oziroma les smo morali nadomestiti z letvicami. Eno posebno konstrukcijo smo morali narediti, ki je nadomestila tiste lesene dele, da ni spodnja poslikava z ometom odpadla zaradi težnosti. Sezona v Viteški dvorani bo z obnovo lahko trajala vse leto in ne le nekaj mesecev. Kajti ena najpomembnejših zadev v Viteški dvorani je talno ogrevanje. Sedaj je dvorana ogrevana, kar pomeni, da se naša sezona poveča na 12 mesecev. To pomeni, da bo veliko več prireditev, da bo veliko več užitkov za ljubitelje kulture. V Viteški dvorani, ki je dolga 35, široka 10 in visoka 8 metrov, zdaj na obnovo čakajo še stenske poslikave. Na Dovškem pri Senovem so na svoj račun prišli športniki, predvsem najmlajši. Uradno so namreč namenu predali športno-rekreacijski center Dovško, kjer bo svoj podmladek vzgajal tudi aktualni olimpijski in svetovni prvak Primož Kozmus. Nova pridobitev v kraju predvsem veliko pomeni za Senovško šolo. Ukrepili bomo vse te dejavnosti, od skoka v daljino do teka in tudi meta vorteksa ali meta krogle, ker tu so pogoji odlični. Poleg šole bodo športni center uporabljali tudi društva in klubi, ki jih je v kraju blizu 10. Tako da pričakujemo, da bo to neko središče krajanov in stičišče vseh krajanov v razvedrilu in popoldanskem oddihu. Svojo atletsko šolo bo svoj pečat na novem športnem objektu pustil tudi jaz, Primož Kozmus. Jaz sem svoj interes vidim v tem, da bi proizvajal talente, metalce, potem tisto res vrhunske. Si želim izbrati talente na eno malo skupino in z njimi delati. V občini tako zdaj pričakujejo dodaten razvoj atletike. Že zaradi tega, ker se s pomočjo takega objekta ustvarja novi kadri, se pravi mlade zainteresiramo za tak šport, za atletiko seveda predvsem. In to je tisto pravzaprav osnovni namen, čemu je bil ta objekt namenjen. Kompleks, ki se razprostira na 11 000 kvadratnih metrih površine, so zgradili v približno enem letu. Posebnost tega stadiona je to, da je zelo lično in narejeno, v tak poseben prostor umeščen in urejen in na ta način, da bo ga ogromno mladih ljudi lahko uporabljali. Naložba je stala 950 000, večino je prispevala občina Krško, nekaj sredstev pa so pridobili iz drugih virov. Začela se je sezona gob in verjetno boste kakšno prosto urico preživeli v katerem od gozdov. A previdnost vseeno ne bo odveč, saj medvedje silijo že v naselja. Najbolje, da si kakšno veselo zapojete in se s košaro polno užitnih gob seveda celi vrnete domov. Mi pa vas bomo čakali natanko čez teden dni.